gospod Javševec, tovariš Javševec. Po kongresu so se pojavila razna namigovanja, da je zdaj na oblast prišla mlada struja, tako imenovani Japiji. Kako vi odgovarjate na te trditve? Si bom vzel toliko energije po odgovoru. To je popoln nesmisel. Kdo ne bi bili te Japiji, o katerih se govori? Ne bi vedel. Sploh ne veste. Kakšne so vaše politične ambicije? Jaz sem tajnik zdaj drugi mandat. V stranko sem, kot sem že povedal, vstopil z 19 leti, oziroma z 14 leti, pred 19 leti. Želel sem opraviti funkcijo tajnika, ker sem čutil, da lahko na tem položaju nekaj naredim. Mislim, da rezultat je del tega pokazal tudi. V tem trenutku absolutno želim ta drugi mandat 4-letni zaključiti in potem bom pa razmišljal naprej. Nekateri pravijo, da te mlada generacija socialnih demokratov, da niso to več tisti socialni demokrati, ki so nekoč bili. Dosti je teh očitkov. Kako ti to odgovarjaš na te očitke? Zelo enostavno. Po mojem že na izgled, če me pogledate, vidite, da nisem Japi. Obleko, ki po mojem je nek simbol tega japizma, da nisem jaz izrekel kakšnega bušizma, zelo nerad nosim in tako naprej. Tako da jaz se ekipo, ki sem jo spoznal v teh 19 letih, izredno cenim. Vem, da se vsebinsko ni spremenila pri nobenemu nič, smo taki, kot smo bili. Je pa res, da smo se tam pred 4 leti, ko smo prvič aktivneje posegali v strankino populacijo, pa v samo vodstvo stranke, da smo se pa nekaj odločili. To pa je drži. Odločili smo se pa, da želimo zmagati. Da ni zadosti to, ker smo pač prej ohranjali 9%. V tem stremljenju seveda smo se super povezali z stremljenjem predsednika, okoliščine so nam bile naklonjene in seveda smo tudi naredili, mislim, da za državo dobro, da smo pred 6 meseci pa nekaj dnevi zmagali. Dajmo nekaj razčistiti. Kdo je napisal zdaj ta zmagovalni program? Zdaj si ga vsi nekako lestijo, vsi so bili zraven. Kdo je bil zdaj res zraven? Zdaj vemo, da ga ni sam Lukšič napisal. Kdo ga je napisal? Več programov je, ne? Ampak ta zmagovalni program... Dejansko 2 programa zadnja, ki sta se vrtela. En je bil seveda 2006, ki je bil na Slovenjegraškem kongresu sprejet, to je bila Slovenija v vrhu. Ta program je bil opisan seveda z močno vlogo Igorja Lukšiča. Tako kot drži, mislim, da na enem izmed spletnih omrežij piše, so sodelovali tako Nina Huremovič, ki je bila zvoljena za članico predsedstva, tako Sebastijan Jeretič, tako Dejan Levanič, tako Patrik Vlačič, tako Žiga Čebulj, se pravičujem, unim, ki sem jih zdajle pozabil, mislim, da je Jernej Pikalo, se pravi močna ekipa, ki je ta program pisala. Drug program, se pravi alternativni vladni program, ki pa je bil temelj za nastop na volitvah, je pa pisala močna ekipa in tu pa absolutno moram izpostaviti Toneta Ropa. Tone Rop je bil eden močnejših kreatorjev tega programa in pa seveda Damjano Karlo, ki je bila zdaj na kongresu izvoljena za podpredsednico konference, ki je vsebinsko dajala ton in pa moderirala ta proces nastajanja programa. Igor je tudi tu sodeloval, se pravi, to programa oba, ki sta temelj za zmago na teh državnozborskih volitvah, je ekipno delo. Glede na to, da smo danes imeli kolegi, na katerem je bil tudi Igor, smo se ful nasmejali, smo se ful v redu pogovorili in stvari so absolutno normalne in super. Ni nobenih zamir med vami? Ne, jaz sem v politiki 19 let, če bi zdajle po teh 19 letih po svojih čustvenih reakcijah reagiral in tako naprej, bi odreagiral verjetno drugače. Smo vladna stranka, največja vladna stranka, imamo odgovornost za vodenje države. V teh 19 letih, vsaj jaz osebno, smo toliko dozoreli, da absolutno čustva tu nimajo nobene vloge in bomo odigrali pomembno vlogo, ki jo pač zdaj igramo odlično. Večina obtožb tovariša Aljuša leti ravno na vas. Recimo, ena od njih je, da ste kot administrativni funkcionar pozivali na kongresu člane, kako naj volijo. Ker sem javni poziv izrekel. Tajnik ni
Jaz sem pristaš tega, da definitivno ljudje definirajo funkcije, ne pa funkcije ljudi. Ne. Tako da tajnik stranke je politična funkcija. Jaz jo v tem političnem smislu seveda toliko ne uporabljam, kot mogoče se to v katerih drugih strankah dogaja, pa vidite, da so tajniki zdaj, se pravi, funkcija tajnika popolnoma spremenjena, kot je bila, ne vem, v začetku 90-ih let, tako da se mi to ne zdi. To je bil moj apel pač delegatom. Ne bi mi ga bilo treba verjetno izreči, sem ga in mi ni žal, da sem ga izrekel, ker vidim Patrika kot tisto osebo, ki je povezovalen, ki ga je tudi izkušnja kongresa seveda nekaj naučila in ki mislim, da bo dobro stvari vodil potem naprej. Tovariš Aljuš zadnje čase komunicira s svetom, predvsem preko Facebooka, pa me tole zanima, ene direktne obtožbe je navrgel, spet na vas letijo, in sicer, da sta s tovarišem Čebuljem, oziroma s tovarišem Jeretičem na prejšnjem kongresu imela že vse glasove preštete, edino tovariš Žiga Čebulj se še ni odločil, kako bo glasoval. Kako veste že pred kongresom, kdo bo kako glasoval? To je zajbancija, ki jo Aljuš dobro razume in tovariš Aljuš dobro razume in mislim, da je zajbancija bila takrat, zajbancija je, zajbancija bo ostala. Jaz imam mogoče malo specifičen način hecanja, to ljudje, ki so mi bliže, definitivno vejo. Tako da to je pa dejstvo, da pa seveda število delegatov predvideno za kongres 2005 sem pa jaz imel nekje v glavi zamišljen in se je potem zelo tudi točno realiziral. Zdaj, ali je to lobiranje, ali je s tem kaj narobe, ne bi rekel. Ne. Jaz mislim, da sistem ti pač to omogoča in sem na ta način potem tudi postal tajnik. Kot tesen sodelavec tovariša Boruta, verjetno veste približno, kaj se dogaja v njegovi glavi. Ali je res, da ruši tovariša Igorja z Ministrstva za šolstvo? To je znanstvena fantastika, ki je mogoče nastala v kakšnih glavah, ampak kot sem prej rekel, danes je potekal kolegij, sproščen, poln res tega tovarištva in te ideje, da bi Igor, da bi zdajle tovariš Borut rušil tovariša Igorja, so res znanstvena fantastika in Aljušu predlagam, da še enkrat prebere kakšno dobro znanstveno fantastiko in tam potem najde kakšne druge ideje in kakšne drug smisel. Torej se na Ministrstvu za šolstvo ne pripravlja teren za naskok tovarišice Alenke na mesto ministrice? Jaz mislim, da ne, tako da temu je to.